vrhunskih študentskih, mladinskih in drugih skupin. Vsakdo je dobro... Nekaj trenutkov loči od začetka pohoda za življenje Ljubljana 2023 in podporniki za življenje, še posebej vas mali otroci, mladi, invalidi, starejši, res lepo, da ste prišli in najprej bi se pa zahvalila vsem mamicam in očkom, da so nam, da so vam podarili življenje. Hvala vsem mamicam in očkom, zapraskajmo si. Kdor hoče utišati naš glas, hoče utišati krike nerojenih otrok. Kdor jemlje pravico do svobode izražanja nam, ne dovoli, da se sliši glas nerojenih otrok. Kakšen bil svet, če ne bi nas bilo? Tu sem, ker sem po teh dogodkih tega tedna začutila, da želim povedati, kaj je res in ne te laži, ki se širi.
In zadnje, veliko je bilo govora o pogumu, kako je bilo treba veliko poguma za odstranjevanje zastavic. Jaz mislim, da smo pogumni mi, ko smo kontra temu, kar je splošno sprejeto, smo v manjšini in vsem pridemo sem in povemo in se za življenja veselimo. Zelo sem vesela, da sem danes tukaj z vami v Ljubljani in da skupaj z vami sodelujem na tem dogodku praznovanja in zaščite življenja. Lansko leto so se vaša Urška in Aleš in drugi prijatelji udeležili našega pohoda za življenje v Zagrebu. Hvala Željki Markič. Želimo predstaviti njeno zgodbo kot glas razuma proti medicinski zastrupitvi bolnih in starejših. Tak intervju, da malo spremenimo obliko. Milena, kako bi ti opisala očetovo zdravstveno stanje, preden ste ga dobili v oskrbo? Po 14 dneh je postal bolj odziven, prepoznal je najbližje, ki so ga prišli obiskat in tudi kaj povedal. Bravo, lahko zaploskate. A je bilo težko skrbeti Ob njem, ob njegovih najtežjih in najdragocenejših trenutkih življenja. Hvala lepa, dragi prijateljice in prijatelji, da smo se v tako velikem številu zbrali sredi Ljubljane. Morate ravno hoditi, pravokotno, okej. Lepo. Zadnji stal pa malo mešalnik je kolo obešal, ampak nič pa to Odlično. Trije skupaj premeri v dogodke je tekmoval, da se bo narušal oziroma kar poskusimo, a ne?
A lahko? Po Ljubljani je za nami, sedaj pa še drugi osrednji del programa.
Zdravniki smo za življenje, zdravniki smo varuhi in zagovorniki življenja. Zdaj, ljudje, ko mislijo na zdravnika, se ponavadi spomnijo na Hipokratovo prisego in med drugim v Hipokratovi prisegi piše, da ne bom nikoli nikomur, tudi ko bi me prosil, zapisal smrtne droge ali ga z nasvetom napeljeval na tako misel, prav tako ne bom nobeni ženski dal pripomočka za uničenje telesnega ploda. Spoštovanega gospoda Stanislava Zoreta, ljubljanskega nadškofa. Dovolite mi nekaj čisto preprostih besed. Ne bo to nek govor, ampak podelitev par misli z vami. K Bogu zmolite tudi za vse tiste, ki bodo pred težavo, stisko odločitve, da bi zmogli. Zakaj? Zato, ker imamo radi življenje in ker življenje privoščimo tudi vsem drugim. Hvala vsem, srečna pot in se vidimo na pohodih za življenje v letu 2024. Jerusalema, hija nami, ilondoloze.